Najlepša hvala, jaz vas lepo pozdravljam, zahvaljujem se, da ste me povabili v tem zboru. Moram pa tudi najprej v začetku malo popraviti mogoče to najavo, bolj kot da bi se posvetil tako brezbrežni temi, kot je bilo jugoslovansko vprašanje v delih Janka Pleterskega, za kar bi najverjetneje po pravici povedano rabili kar podoben simpozij, samo za to temo pa še najverjetneje še več dni, pa tudi mednarodno zasedbo, vsaj od Makedonije pa do Nemčije, če tako rečem, ampak bom pač si drznil povedati nekaj o Janku Pleterskem kot političnemu mislecu jugoslovanstva v 80. letih 20. stoletja. Naj takoj povem, da k tej tematiki pristopam z vso skromnostjo, mogoče tudi z malo treme. Zakaj skromnostjo? Zato, ker gre za res tudi eno pomembno tematiko, pomembno zadevo, ki se lahko interpretira tako ali drugače. Zakaj malo treme? Zato, ker marsikdo tukaj v tej dvorani je s profesorjem sodeloval, ga je poznal, jaz nisem bil med njimi in tako da v bistvu sem prišel sem bolj, kot da govorim o tem to, da se tudi jaz kaj naučim. Tako, sem moment, bom poskušal si klopiti uro. Najprej, o Janku Pleterskem kot političnemu mislecu jugoslovanska me je pač ta ideja, da to predstavim, me je pripeljalo to dejstvo, da je pač dobil ugledno nagrado revije NIN, o kateri je bilo danes že govora, Dimitrije Tucović za publicistiko dobil je leta 86 za prejšnje leto in kot rečeno, to je bila nagrada za publicistiko. In potem sem se vprašal, ali bom, glede na to, da sem se s to dobo nekaj časa vprašal, ali je bil on mogoče res edini politični mislec te dobe, slovenski, ki se je dejansko trudil razmišljati z jugoslovanske perspektive. Vprašanje je namenoma zastavljeno malo bolj naivno. Najprej, da preden gremo naprej k njegovim tezam in njegovim debatam, bi pa rad predvsem izpostavil to kontekst, družbeno-politični, ideološki kontekst dobe, v katerem je ravno ta knjiga, za katero je dobil to nagrado, nastajala. Ni nastajala v praznem prostoru, tako kot se Pleterski sam dobro zavedal historične zraščenosti vsake stvari v svojih delih, tako bom tudi jaz poskušal zdaj samo iti naprej. Skratka, jugoslovanstvo poznega socialističnega samoupravljanja, kot najverjetneje mnogo veste, v veliki meri temeljilo na Kardeljevem predgovoru k drugi izdaji razvoja slovenskega narodnega vprašanja iz leta 1957, ki je, lahko mu rečemo, kar bazično besedilo jugoslovanskega socialističnega federalizma. Med njimi je pač tam Kardelj tudi sam identificiral pač vsaj nekaj dejavnikov odpiranja nacionalnega vprašanja, skratka ostanki klasičnega buržoaznega nacionalizma, birokratski centralizem in seveda velike razlike v gospodarskem razvoju. Na reinterpretacijah teh dejavnikov so se v 80. letih dostikrat lomila kopja znotraj paradigme socialističnega samoupravljanja. Ena izmed pomembnih kontekstov so seveda razprave o nacionalizmu in nacionalnem vprašanju, ki so v začetku 80. let sledile predvsem dogajanjem na Kosovo leta 1981, ko se je pač po demonstracijah in zatrtju leteh veliko govorilo znotraj predvsem Zveze komunistov, intelektualcev, partijskih intelektualcev, kamor je seveda nedvomno spadal tudi Pleterski, o nacionalizmu. Zdaj, kako so videli, v bistvu je šlo za nadaljevanje percepcij iz 70. let, kaj je nacionalizem, zakaj se je pojavil, zakaj ravno zdaj, zakaj v razmerah jugoslovanskega socialističnega samoupravljanja. Skratka, nacionalizem v bistvu utvara, je tudi na nek način prevara, kajti pravi konflikt je seveda med interesi delavskega razreda in med birokratskimi, tehnokratskimi interesi,
in ne konflikt med narodi. To je bila ena izmed osnovnih izhodišč, recimo jaz sem pred leti predvsem analiziral pisanje osrednjega glasila ZK in to je bil Komunist. In v tem je bila dosti jasna in dosti zelo zanimiva debata. No, nacionalizmi seveda ogrožajo razvoj družbene lastnine, nevarnost procesov etatizacije lastninskih odnosov in ravno v tem lastninskih odnosih etatizacije v vprašanju odmiranja države seveda je bilo veliko srž pogovora, kar logika z današnjega vidika mogoče za mlajše na prvi pogled ni to povezano z nacionalizmom, ampak v ZK-ju so bile pač razprave o tem, da seveda samoupravljalci niso lastniki delovne organizacije, odgovorni so tudi za širšo družbeno reprodukcijo in ta širša družbena reprodukcija pač zahteva, da samoupravne odnose, ne pa lastninskih odnosov. Če se pojavijo lastninski odnosi, to hitro pripelje do neke oligarhije, tehnokracije, ki seveda, in tukaj je ta catch, izkoristi nacionalistični diskurs za svoje koristi. In tukaj imam recimo pač en citat Dušana Dragoslavca, takrat člana predsednice KZK-ju, doseči mora prevlado vseh družbenega značaja proizvajalnih sredstev, tako da niti v lasti nobenih lasti, ampak vsi samo, da so prava družbena sredstva. No? In tukaj med nacionalizmom in samoupravljanjem se bomo tukaj še večkrat vrteli. No, skratka, pri teoriji, pri teh partijskih intelektualnih razpravah, kar bi po mojem mnenju morali biti tudi še predmet interesa intelektualne zgodovine, je bilo veliko vprašanje, kateri oblika podržavljanja, kar je bilo v jugoslovanskem sistemu nekaj negativnega, je hujša, ali centralizem ali republiški etatizmi. In tukaj so se skrivali ti različni koncepti, jasno je, da slovenski je bil usmerjen, da je, ok, bom šel naprej, bom probal najprej preko tega povedati. Vzemimo teoretika in uglednega teoretika in tudi politika Najdena Pašiča, ki je veliko pisal o samoupravljanju, bil eden izmed najbolj uglednih, sicer srbskih teoretikov samoupravljanja in pa tudi obenem pa tudi pomemben v jugoslovanskem nivoju. V Komunistu v letu 1982 je pač sam napisal eno kritiko in je povedal, da se pojavlja decentralizirani etatizem, skratka, to je etatizem, ki povzroča vzporedno odločanje v družbi in zato prihaja do nacionalizma v Jugoslaviji. Namesto ustavne poti skozi samoupravne delegatske institucije se seveda odločanje kanalizira z vodstvom podjetij, bank, z ožjim političnim vrhom, ponovadi v okviru republike ali pokrajine in tako prihaja do nekih več etatizmov, ki so med sabo si nasprotni in tako naprej. Na drugi strani bi izpostavil stališča, sicer jih ne moramo, ker nista ravno pandana, politika in tudi ekonomista Sergeja Krajgerja, ki je v eni dolgi 5-stranski razpravi v Sobotni prilogi, bolj se ga ni dalo dati na alineje, se opravičujem, govoril predvsem o tem, da ekonomska narodov ne nasprotuje enotnemu jugoslovanskemu trgu, skratka tukaj je ena druga percepcija, druga perspektiva, čeprav v okviru zelo iste ozke paradigme, in da stvari predvsem pred centralističnim egalitarizmom z birokratsko prisilo, gledajo predvsem iz področja ekonomije, in da narodi in narodnosti niso samostojni samo politično, pač pa tudi, kar pomeni, da svobodno razpolagajo s presežnim delom, pri čemer tak je tendenca, da se narodi nekako uskladijo z republiko v njegovem pojmovanju, tukaj ni bil čisto jasen, kaj so narodi in kaj so republike. Seveda se je Krajger je znan po svoji Krajgerjevi komisiji, po delu v Beogradu in bil je pač ena zelo pomembna oseba od tistega časa, ampak zdaj, če pogledamo, čeprav nista pandana, se vidi dva eminentna predstavnika tedanje družbeno-ekonomske elite jugoslovanske, znotraj okvira iste paradigme gledata zelo različno na nacionalno vprašanje. Vprašanje samoupravljanja uspeha jugoslovanskega socializma je ključnega pomena.
to sem... Ok. To je bilo mišljeno, da jaz poudarim, ne pa da prečrtam. Tako da bojim najbolj pomembne stvari prečrtane danes, ki jih bom imel. V redu, tehnične napake oziroma tukaj bi se rad osredotočil pač. Janko Pleterski je leta 1979 napisal na malo knjižico o revoluciji in vprašanju narodov, ki je bila namenjena Delavskim univerzam. In je jasno povedal ene par stvari o tem, zakaj je pomemben, kakšno povezavo ima socializem, kakšno povezavo ima razmak nacionalizma z slabim samoupravljanjem oziroma z nedelovanjem samoupravljanja. Tehnokratske elite se pač za svoje koristi izkoriščajo tudi nacionalno vprašanje. Mogoče še naprej, tudi na tehničnem, v politični praksi je nacionalno vprašanje, je vprašanje nacionalizma bilo povezano s socializmom. Jaz sem naletel pred leti na eno zelo zanimiv zapis seje CK-ja, slovenskega CK-ja, ko je Viktor Avbelj opozoril, da se krepijo centralistični pritiski in je zelo odkrito in jasno France Popit pravi, da povedal, da je samoupravljanje izredno pomembno in da če ga samoupravljanje ne bo, bo ta država razpadla. Republike niso veliko zlo, skratka Jugoslavija lahko eksistira samo kot socialistična, samoupravna, federativno urejena Jugoslavija. Drugače bomo razpadli, drugače se bomo držali skupaj silo. Zdaj se je zdelo to zelo zgodaj, da tako odkrito srčno pove o svojih problemih, ampak je tudi to bilo tudi stvar njegovega karakterja, kot so nekateri rekli zgodovinarji. Zdaj, Janko Pleterski, da se vrnem malo k njemu, sem še mogoče v stran, je, kot smo že danes slišali, sodeloval v javnih debatah. Velikokrat. Ena izmed zanimivih njegovih intervencij je bilo sodelovanje v debati o vzponu slovenskega nacionalizmu, to je bila debata v letih 1982-1983, ki se je začela z debatami o tem, o jezikovnem razsodišču, predvsem ali je jezikovno razsodišče slovensko, del slovenskega SZDL-ja dejansko to nacionalistično ali ni. Ton je dejal tudi, so dejali incidenti, ki jih je povzročil Milorad Bulatović, črnogorski pisatelj, ki je tukaj živel in se recimo prepiral v Cankarjevem domu z slovensko kulturniško elito. O tem je pisal tudi beograjski tisk, skratka, to je bila zelo zabavna zadeva. Na ta način, v tem kontekstu gre tudi intervju z Josipom Vidmarjem, ki je bil objavljen v Teleksu 10.2.1983. Bil Josip Vidmar zelo slovenski, zavedno slovenski, povedal je, vsak dan ne uči svoj narod, nimajo nam kaj govoriti. In seveda, ko so ga vprašali o opredeljevanju jugoslovanske narodnosti na popisu, je Vidmar kategorično rekel, to je smešno, smo lahko samo Slovenci, smo pa vsi jugoslovanski državljani. Na to se je odzval hrvaški književnik in tudi Predrag Matvejević, profesor tudi francoščine oziroma francoske literature, ki je napisal ravno malo pred tem knjigo Jugoslovenstvo danes, ki je videl Matvejević malce drugače kot Pleterski, veliko bolj kulturno, pod naslov ima Pitanje kulture. Sprašal se je predvsem v vprašanjih, kaj jugoslovanstvo danes je v različnih okoliščinah, da obstaja več jugoslovanstev, ki jih moramo upoštevati. Ni pa poudarjal toliko narodov. Narode je upošteval, bil je zelo galanten do tega, ampak je šel malo preko tega. Matvejević se je javil in je rekel, zakaj ne bi bili Jugoslovani po zavesti, ne le po državljanstvu, in provokativno je tudi nekaj bil malo pameten o koroškem plebiscitu, tiste bilo res deplasirano, in zakaj so se zamejci, ali se bi danes slovenski zamejci odločili sploh za Jugoslavijo ali ne. In jasno, najprej javil se je Janko Pleterski, ki je najprej kolega Matvejevića pošolal glede plebiscita. Tukaj pač je bil nesporna avtoriteta. In potem se pa sprašal, ne
priznava prave narodne identitete, ki izhaja iz nacionalne identitete z jugoslovanskim državnim okvirom. Ponovno imate tisto, kar sem poudaril, pokrito, se pravičujem. Pa, tako da, ok, bom poskušal vse razložiti. Skratka, tudi Pleterski se počuti Jugoslovana, brez umestnih pogojev, počuti kot pripadnost skupnosti, ki združuje s tem, da obstoječe subjekte še bolj osvobaja, skratka skupnosti, inicijativi delavskega razreda, samoupravni skupnosti, ki se tukaj in zdaj trudi za boljše življenje. Skratka, če vidimo to pojmovanje jugoslovanstva pri Matvejevču, ki je veliko bolj kulturno, malo cepljeno tudi s kozmopolitizmom, ampak obenem malo nagnjeno k temu, kar se je reklo zajedništvo, je tukaj njegovo pojmovanje povsem jasno, marksistično in samoupravno. Imamo zavest o boljši skupnosti jugoslovanski. Ok. Menite treba še reakcijo Janka Pleterskega v času tako imenovane spora o jedrih, skupnih izobraževalnih jedrih. Veste, se je to dogajalo, pač, ko so bili zvezni poskusi, da bi uskladili oziroma poenotili šolske sisteme. Stvar seveda jasno je, da ni šla tako hitro, ker so imele republike pristojnosti v izobraževanju, ni bilo na ravni republik. Skratka, predvsem je dvignilo slovenske kulturnike in literate poenotenje na ravni maternega jezika in književnosti. Pleterski je to se s tem ukvarjal tako zelo premišljeno in je jasno povedal, kaj si misli. Ugotovil je, mislim, da je bil to edini, kar sem jaz pogledal teh odzivov, da je minimalno poenotenje šolskega sistema seveda v Jugoslaviji nujno. Po drugi strani je tudi nujno spodbujanje medsebojnega spoznavanja v Jugoslaviji. Je pa lahko nerodno, če to daš skupaj. In problematična se mu je zdela ideja, da se je treba spoznavati pri maternem jeziku in književnosti, saj se tudi, ne vem, francosko kulturo spoznamo pri urah francoščine, ne pa pri urah slovenščine. Tako da tukaj tudi se vidi ta upoštevanje nacionalnega vprašanja in rešitev, je rekel Pleterski, zakaj pa ne bi imeli nov o jugoslovanskih skupnostih, o jugoslovanski kulturi. Ta ideja ni zaživela, ampak to je bilo zanimivo. Vidi se pa, kako je on razmišljal. Vedno je iskal rešitev. Seveda ne moramo mimo njegovega velikega dela, o katerem smo že povedali na začetku, Narodi Jugoslavije revolucija. Neki kompas moramo imeti, to je povedal Janko Pleterski v intervjuju za Sodobnost, ki ga je z njim opravil Janko Prunk. Tako mimo grede pa se mi je zelo zdelo zanimivo, ker je to dost daje ven agency oziroma način njegov, kako je bil aktivist. No, skratka, nimamo časa tukaj govoriti o strukturi knjige, nekaj o tem je bilo že povedano, bom pa spet tudi se na Janka Prunka naslonil, ki je v teh vprašanjih Janku Pleterskemu povzel pač strukturo na tri, dejansko ima struktura tudi tri dele, skratka, razvoj narodnih gibanj in jugoslovanskih narodov od nastanka njihove skupne države, in grede, to je najbolj tudi danes koristen pregled do leta 18, zelo fenomenalen. Čas prve jugoslovanske, predvsem posvečeno dogajanjem v partiji in obdobje NOB, posvečeno predvsem procesu, ko so se jugoslovanski narodi potrdili kot zgodovinski subjekti in tako naprej. Evo, in sedaj sem tu. Poskušal bom ravno tisto, kar je pokrito povedati, pa ne vem, če mi bo uspelo. Ampak hvala, da je tako malo predolg. Tukaj gremo za nom, nexus. Njemu je bilo to zelo, kako je lahko v Jugoslaviji so konceptualni slepi za povezanost teh treh elementov. Nacije, narodi, revolucije, brez enega ni drugega in tretjega. Tako da je s tem zelo jasno povedal. Povedal je tudi, da je bila jugoslovanska revolucija na strani zgodovine. Ampak ta stran zgodovina ni nično za nek slepi determinizem. Zato je bilo treba jasno delati in se je moglo pokriti tako delovanje partije, kot delovanje drugih naprednih sil in ta smer sploh ni nujna. Skratka,
pomembno, kakor se spomnim po spominu, ker se mi je tako lepo prekrilo, to se mi še ni zgodilo. Vsakeč mora biti prvič, tega orodja več ne bom uporabljal v PowerPointu. No, pomembno njemu je, da so narodi osebki, samoupravni, samostojni osebki. Tudi, da narodi so samoupravne skupnosti. In da brez ni socializma, ni samoupravljanja brez naroda. Trudil se je delati vse jugoslovansko perspektivo. Zelo je, upošteval je vse, kakor je mogel, zato je toliko časa delal na tem področju. Tukaj je ja, v bistvu zelo fino, ja. Izpostavil pač, kako je vsaka revolucija vsakega jugoslovanskega naroda in narodnosti prispevala nekaj k skupni izkušnji. In dobro, to je bilo malo na silo, ker se mi zdi, da je tako posplošil, da bi lahko bilo tudi zamenjali vloge, ne, ampak skratka vidi se, kako je on poskušal to stvar narediti. In zdaj, počasi mi že čas preganja, Pleterski in Nova revija v 57. številka Nove revije. Seveda tudi Pleterski sodeloval pri tisti razpravi na SZDL-ju, kjer so razpravljali o 57. številki Nove revije in obenem so bile te zadeve objavljene v književnih listih v Delu. Kot veste, številka je bila zaplenjena. Pleterski je predvsem usmeril kritike, kot smo že danes slišali, kot je že profesor Repe povedal, na pisanje Ivana Urbančiča in njegove ideje o Makedoncih, ki pač za svojo federativno obliko nacionalnega sistema moči nimajo dovolj moči in jih mora vzdrževati zveza. Njemu se je to zdelo, pač o tem se ne razpravlja, samo omenja, nepojmljiva prevzetnost in oholost se je izrazil. Še zlasti pripadnik naroda, ki so jim, kot je napisal, mittelevropejski sosedje stoletja dopovedovali, da je neznaten in nevreden življenja. Kako si lahko to drži? Videlo se je, da je bil prav čustveno angažiran glede tega. Mimogrede, ta Urbančičev tekst govori o konsignacije. Ne morem povzeti, ker je kompleksen in je zanimiv še za analizo in ga je bilo treba še večkrat analizirati, je tudi stališča intelektualne zgodovine in politične misli. Govori predvsem o tem, da je za veliko nacionalizmu odgovorna partija oziroma zvezna država, ker ona spodbuja nacionalizme v Jugoslaviji in da nekatere republike niso poistovečene z narodi. Odgreva ta problem Urbančič in v bistvu zelo jasno pove, odreka nekaterim. Recimo, odreka tudi Črnogorcem, kar je bilo smešno Pleterskemu, kako bi pač Črnogorci se konec koncev imeli potrjeno državnost strani mednarodnih sil, nekoč celo. Sam pa Pleterski pa to zanika in zanika tudi seveda, kar je nažalost tukaj pokrito, zanika seveda tudi državnost oziroma republiškost Bosne in Hercegovine, ker pač jo sestavljajo različni narodi. Seveda temu je rekel, temu to je zavrnil, brez Bosne in Hercegovine ni Jugoslavije, je rekel Pleterski. Skratka, o čem je mogoče razpravljati, pa čeprav težko, razpravljal pa je glede te Nove revije o tem, da je revolucija nekaj nezakonitega, da se predvsem referiral na Franceta Bučara. Kako razpravljati o tem, da je geslo bratstvo in enotnost v bistvu izum partije, čeprav se je to zasledil že v Blajvajsovih novicah. Kako bi on sploh lahko razpravljal o tem, da Slovenci niso vstopili v Jugoslavijo samo odločbo, ampak so bili prisiljeni, kot so bile nekatere teze noter. Kako sploh razpravljal, da je boj za nacionalno in socialno osvoboditev, da so dve ločeni stvari, ker je predvsem tematika Spomenke Hriber. In kako razpravljati o zgodovinski podobi, ki temelji na ignoriranju boja med fašizmom in antifašizmom. Tukaj je bil zelo oster, nažalost se spet jasno povedal, da kritiki OF in kritiki narodno-osvobodilne borbe, pač novorevijaši, zelo jasno govorijo, spregledajo pomen fašizma, nevarnost fašizma in skozi govorijo o neki veliki kominternovski zaroti, ampak to fašizma pač bruna v očesu pa ne vidijo. Ok, tukaj je tudi na par še njihove, to je ravno tisto, sem podal, kar je profesor
Pe nas opozoril, ko je zaključil, da ne vem točno kateri pisec, ampak ugotovili so, da so Slovenci zadovoljni, saturirani in da ne rabijo več Jugoslavije. In tukaj je Pleterski rekel, kaj pa Italija? Mislite, da nam bo kdo to priznal? In to je omenil danes tudi kolega Rebel. Dimitrij Rupel, ker jaz tam pa nisem, hvala. No, zdaj bomo počasi zaključil, pogled na Jugoslavijo neposredno po osamosvojitvi. Jaz sem si izbral iz Ajdovskega Gradca tisto njegovo predavanje, ki je nastalo, ki je bilo v zgodovinskem društvu, kjer je Jugoslavijo dejansko ni zanikal nobenih svojih, takoj, da bi šel je samo sprejel na znanje situacije. Njemu se je pač sesul projekt, katerega je politično dosti vložil. Je intenzivni skupni modernizacijski projekt, kateri so bile zbrane vse demokratične zamisli, ne samo zamisli komunistične partije oziroma Zveze komunistov. In to reče to, da za nazaj izbruh današnjega razdora, ki je nastopil potem, ko je Jugoslavija s polovom svojega socializma, tako protislovno zraščenega z oblastjo ene stranke, prenehala dogovora narodov za projekt modernizacije. V trenutku, ko je očitno bila preveč Jugoslavija zvezana z eno stranko, to je bilo pač tudi malo samokritike, ko je to razpadlo in ko več ta projekt ni bil zavezan modernizaciji, je pač propadel. Skratka, in seveda v kontekstu slovenske zgodovine Jugoslavija ni napaka, ni nujno noben predhodni odločitvi niso napake, niso tudi neki obvoz in je del naše zgodovine, kot je del mnogonarodna Avstrija in tako naprej. Mislim, da je to ena izmed zelo pomembnih, sicer zelo preprostih ugotovitev, ki je tudi bila pomembna za tedanje slovensko zgodovinopisje takoj v letu 1991, da se ni vso vrglo takoj v zanikanje Jugoslavije, in kar je dejstvo, da se ni, vsaj vse, nekateri pa. Ok, zdaj bom pa počasi poskušal zaključiti. Zakaj je bil politični mislec? Mislim, da je bil najbolj pomemben, najbolj takem osnovnem smislu. Šlo je za razumevanje in reševanje kompleksnih političnih izzivov. To je bil pleten. Bil je politično aktiven, politični aktivizem, opredeljen je bil neko paradigmo, to, kar je samopravno socialistično oziroma jugoslovansko komunistično paradigmo, če hočete. Ena stvar, ki se meni zdi zanimiva, kar odlikuje dobrega političnega mislca, je usmerjenost v jedro problema. On ni bežal pred težavami, ni zanikal, problem je Jugoslavija, nacija, revolucija. Tukaj te težave in kdo bi danes mogel zanikati to, tudi post festum. In jasen koncept, spet ta trinom. Dober politični mislec rabi jasen koncept, ki ga razume, ki se ga lahko relativno hitro razume, in jasno eruditstvo, kompleksno razumevanje politične stvarnosti, to pa smo danes že slišali in bomo še slišali, in na tej točki se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala.